V vseh 6 letih, kar imam ta YouTube kanal, še nisem posnel videa o spustih oziroma o premagovanju strahu pri velikih hitrostih med spuščanjem. Prvič zaradi tega, ker jaz nisem neki hud spustaš, drugič pa zaradi tega, ker če snemaš sam, je to izredno težko in nevarno, ko imaš v eni roki kamero. Živijo, en prav lep kolesarski pozdrav. K snemanju tega videa me je spodbudil mail enega novega gledalca, ki sem ga dobil pred nekaj dnevi in pravi tako. Pozdravljeni, včeraj sem prvič naletel na vaše videoposnetke in sem si jih kar nekaj ogledal, pohvaljeno. Nisem sicer zasledil, če ste kdaj posneli kakšen video na temo strah pri spustu, ki je moja največja težava. Namreč, ko sem bil mlad, se mi je pri spustu z veliko brzino pojavilo tresenje kolesa. Na srečo takrat nisem padel, vendar pa mi je podzavestno to ostalo v meni. Sedaj imam pri cestnem kolesu velik problem, ki se mi lahko pojavi že pri hitrosti 40 km/h, da kolo zaradi mojega straha pade v tresenje sprednjega dela krmila in se potem toliko ustrašim, da izgubim vse veselje. Veliko sem že prebral o tem, vendar nimam rešitve, kako to rešiti. Poznate koga, ki ima podobno težavo, pa mu je to uspelo rešiti? Še veliko zanimivih posnetkov. Se je pa danes po tistem čudnem vremenu in toči in neurih končno spet naredilo eno tako lepo majsko vreme. Sicer ob 10. dopoldan je kazalo samo 16 stopinj Celzija, ampak je sonce tako močno, da sem dal kar kratke rokave in že vidim, kako bom naredil en super lep krog. Danes sem se odpravil v Goriška Brda, ker so tako rahlo valovita, malo vzpona, malo spusta. Točen krog, kjer sem se vozil, boste pa lahko videli od spodaj v opisu videa, kamor bom dal link od svoje Strave. Jaz lahko zase rečem, da sem z leti opazil, da sem zmeraj bolj previden na spustih. Če se samo spomnim, kako brezglavo sem se spuščal pri 14 letih, dol z izvira Hublja, brez čelade, na slepo v nepregledne ovinke. Ne smem niti pomisliti, kaj bi bilo, če bi prišel kakšen avto nasproti. K sreči takrat ni bilo toliko prometa, ampak vseeno. Danes seveda mi kaj takega niti ne pade na misel, sploh ko je prišla streznitev tam v času covida. Približno pri 50 letih sem imel en konkreten padec pri izpustu iz Stare Gore. Dokaj nepremišljeno sem se z veliko hitrostjo spustil v dolino in potem pripeljal v neke osojne ovinke, kjer je bila cesta še mokra in prekrita z vlažnim jesenskim listjem. In tudi tam je bila samo sreča, da ni kontra prišel kakšen avto, tako da sem se samo zvrnil na bok in v bistvu potem zdrsnil dol z ceste v prvi jarek. Pa takrat sploh ni bilo tako hudo, dejansko 14 dni bolniške, ampak vseeno se ti po takem padcu prekrade v kosti in podzavest neki strah in se potem spuščaš dosti bolj previdno in zadržano. Jaz takih tresljajev pri izpustu še nisem doživel. Zato težko rečem, kaj je bilo takrat krivo, da se je to zgodilo mojemu gledalcu. Mogoče je bila stvar samo v kolesu, lahko obroči niso bili centrirani, mogoče mehek okvir, kakšna nepravilnost v plašču ali pa samo malo bolj valovit oziroma nepravilen asfalt.
kljub temu, da gledalec zdaj vozi specialko, bi jaz vseeno svetoval, da se najprej odpravi ta dvom, če bi bilo karkoli narobe s kolesom. Mora biti vse centrirano, zategnjeno, potisnjeno, skratka, da je kolo tip-top. Zato, ker če veš, da je kolo brezhibno, imaš tudi več zaupanja vanj in s tem si lahko potem tudi več upaš in več tvegaš. Če kolo ni izpravno, potem boš imel zmeraj en tak pomislek in neki strah v kosteh, da se lahko v nekem trenutku karkoli zgodi. Jaz zase lahko rečem, da temu svojemu Winspaceu res 100% zaupam. Tako dobro je zložen skupaj, da ima 2300 km, pa še ni bilo treba nobenega servisa. Ampak ni bilo vedno tako. Na prvi vožnji s tem kolesom sem prebil zadnjo zračnico in sem se potem še kakšen mesec otepal tistih črnih misli, kaj če je kaj narobe s kolesom, da sem spet kaj povozil, bo počela na spustu, trajala. Tako da, ko imaš pa zaupanje v kolo, pa ni nobenega problema in jaz se s tem kar dokaj suvereno spuščam. Je pa tako, strahu se ne da odpraviti na ukaz. Da bom zdaj jaz rekel gledalcu, ne se bati in da bo to rešilo njegove težave. Vseeno pa bi mu svetoval, naj poskuša biti med vožnjo čim bolj sproščen, roke v komolcih pokrčene, bilanco moraš držati, kakor da je steklena, ker telo potem deluje kot amortizer in ublaži tiste tresljaje, ki prihajajo s ceste na kolo. Če je tebe strah in da si ti zakrčen, potem tvoje telo samo še dodatno te tresljaje pojača in jih ponovno prenaša na krmilo, kar povzroča en tak začaran krog. Da se tudi znižati težišče, tako da preneseš več sile na pedala. To deluje tako, kakor da bi hotel vstati s sedeža, to potem povzroči, da grejo sile nižje dol na kolo. Pomaga pa tudi, da na levem ovinku imaš levo nogo dvignjeno, na desnem ovinku pa desno, kar tudi pripomore k boljšemu težišču in lepšemu položaju pri spuščanju. Sicer pa ta fenomen tresenja krmila ni nobena izmišljotina našega gledalca, ampak je dejanski pojav, po angleško se mu reče speed wobble in si lahko vsak na Wikipediji prebere, zakaj pride do tega in kako to odpraviti. Pojavlja se tudi pri motoristih, pa pri skaterjih in seveda kolesarjih. Sem se pa zdaj med snemanjem tega videa spomnil ene zgodbe o spuščanju, ki jo moram deliti z vami. Zdaj je že več kot 10 let od tega, ampak vem, da je bila neka kolesarska dirka v Novi Gorici, mogoče celo kronometer, in zmagovalec je imel nekaj čez 50 km/h povprečno hitrost. In jaz sem se takrat po nasvetu kolega zapeljal na Trnovo, to je kraj 12 km ven iz Solkana, na 700 metrih nadmorske višine. Gor sem dal števc na 0 in se potem na vso moč spustil nazaj dol v Solkan. V glavnem, kaj se ti to dogaja na kolesu pri 50 km/h, ker moraš biti pozoren na cesto, na ovinke, mimogrede lahko narediš napako. To se je dogajalo tistim tekmovalcem na kolesarski dirki. In ko sem prišel dol od spodaj na dno, povprečna hitrost 49,5. Nisem spravil povprečja na 50 km/h, res je, tolažim se s tem, ki me je proti koncu spusta, tam pri restavraciji Oddih izsilil en Italijan, tako da sem mogel malo zmanjšati hitrost, ampak vseeno se mi zdi
da 50 ne bi dosegel. Tako da tudi ta občutek pri spuščanju je lahko varljiv in se zdijo hitrosti bistveno višje, kakor so v resnici. Gledalcu svetujem še, naj se ne sekira preveč in naj sebi na kolesu poišče tisto, kar mu je najbolj všeč in v čemer najbolj uživa. Zakaj bi se na silo spravljal v neke divje spuste, če te je strah? Vkolikor bi pa na vsak način rad izboljšal svojo tehniko in povečal hitrost na spustih, pa bi rekel, pejdi lepo počasi, korak po korak, ne kar naenkrat v najhujše prepade. Si pa mislim, da ima mogoče tudi kdo drugi od gledalcev še kakšno idejo ali pa nasvet, ki ga lahko zapiše dol od spodaj v komentar. Čau. Če koga zanima kolesarska oprema znamke Sirocco, velja moja koda RBA SLO za 10% popusta. Tistega, ko ga zanimajo športna očala Revorej, pa ravno tako s kodo RBA SLO lahko dobi 26% popusta. Jaz vam želim srečno vožnjo, varne spuste in čim več lepih kilometrov. Hvala vam za pozornost in se vidimo prihodnjič. Čau, čau.